Lepo pozdravljeni. Danes bomo pogledali čez mejo v čas druge svetovne vojne. Kar nekaj spominov se je namreč nabralo v knjigi Jutri bo nov dan Trepče v boju za svobodo. Z mano je ena od avtoric, Alina Karli. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kje sta drugi dve avtorici? Drugi dve avtorici, torej sta Eva Čuk, ki je tudi novinarka na Raju, torej na deželnem Raju v Trstu, in Mija Kalc, ki pa je bila zadolžena pri tej zgodbi prav za fotomaterial, za vso to gradivo, za skeniranje, za vse tako naprej. Evo se klicala, je žal zasedena, v bistvu je pa bila to njena pobuda, nekako na njeno pobudo smo pa začeli tudi s to knjigo, ne. Saj vajina dva priimka spominjata na kar nekaj priimkov, ki jih najdemo tudi v knjigi. Je to naključje ali gre za sorodstvene vezi? Ni naključje v bistvu. Eva je Trebanjka, tako da prav po rodu in je tam tudi živela, čeprav zdaj se je odselila. Jaz sem pa poročena s Trebencem, ne, tako da ja. Karli v bistvu je po italijančino kralj, Čuk je Čuk, ne samo da je zapisano pač po italijansko. In Mija Kalc tudi prav tako, ne, je pa prav pristna Trebanjka, tako da... Kje točno se Trepče nahajajo? Trepče se nahajajo nad Trstom, mejimo na Orlek, torej na sežansko občino, z Orlekom nas povezuje kolesarska steza, to je nekoč bila tudi cesta, ki je povezovala Trepče in Orlek. 2 kilometra od občin in 5 kilometrov od Bazovice, torej smo nekako na tej poti med občinami proti reki, recimo. Ta smer. Ja, zelo transportna pot, kar gre verjetno razbrati tudi iz tega, ko pišete o povojnem času, da je šlo toliko vojska čez, da so še kasneje menda najdevali orožje. Ja, to pa še vedno, ja. Po moje vsaki malo zagrebe tam okoli po zemlji, verjetno se da še kaj najti, ne. Seveda zdaj je minilo že toliko let, da verjetno je, kar je bilo za najti, je bilo najdeno. Skrivali so orožje tudi po jamah, ne, ker je to območje zelo bogato z jamami. Tako da, bog se vedi, kaj še se vse skriva pod zemljo, ne, pri nas. Saj skrivali pa so se tudi ti spomini do nedavnega. Zakaj ste se jih odločile zapisati? Zakaj prav zdaj? Torej, zgodba se je začela ob 75. obletnici postavitve spomenika, torej padlemu v drugi svetovni vojni. Trebenjski spomenik je prvi spomenik na tržaškem ozemlju, ki je postavljen padlemu v drugi svetovni vojni. In takrat so nekako to naše združenje partizanov, še tisto malo, kar jih je takrat še ostalo, so si že zaželeli imeti pač nekaj konkretnega, nekaj, kar bi ostalo, ne, nekaj, kar ne bi odšlo skupaj z njimi v pozabo. Eva je takrat to zagrabila, rekla, ja, seveda, ona kot novinarka in tako, ne. Rekla, seveda, dajmo narediti, ne. Prvo je bilo mišljeno, da bo to ena taka majhna brošura ob 75. obletnici postavitve spomenika, tako kot so že nastajale recimo v preteklosti, ne. Potem, ko smo pa začeli, potem me pa povabila, kot sem prej omenila, mene in Mijo zraven. Jaz sem takrat še delala pri založništvu Tržaškega tiska, ki je potem knjigo tudi založilo. In ko smo začeli v bistvu zbirati gradivo, se tega gradiva nabralo ne z eno brošuro, z eno knjigo in verjetno bi lahko še eno knjigo zraven napisali, če bi uporabili prav vse, kar smo dobili, zato ker so se pričevanja potem začela pojavljati tudi po izidu knjige, no, kot je to običajno, ne, ker potem se vedno najde nekdo, ki ga v tistem trenutku ni bilo ali mu je ušlo, da se gradivo zbira in tako da. 75 let po postavitvi spomenika, kar pomeni, da večina ljudi, ki so bili glavni akterji v času druge svetovne vojne, niso več živi. Od kod je torej prišel vas ta material? Torej, ko smo začeli s knjigo, takrat je bilo še nekaj živih pričevalcev. Ja, zdaj počasi zares odhajajo. Zdaj pred kratkim se je poslovil tudi predsednik Berto Čuk, ki je bil pa tudi eden od pobudnikov za to knjigo. Je bil predsednik Združenja partizanov v Trepčah.
Torej, to je v bistvu gradivo, ki ga hranijo družine, ne. To so pisma, to so fotografije, to so pričevanja, ki jih je nekdo zapisal, posnel, kakorkoli. In tako da je to potem začelo kar prihajati ven, ne. To so tudi predmeti, ki so ostali, ne vem, od uniform do ne vem česa, zastav in podobno, ne. Zastave, ki so se šivale na tako inkognito, ne, v društveni gostilni in tako, ne, mislim. Ja, s temi zastavami so si dali kar nekaj opraviti, nekaj provokativnih mest so zasedle te zastave. Točno to, ja, ena od teh je bilo, ja, prav izobesitev, ko so izobesili zastavo nad vasjo in potem je bila to cela cela akcija v bistvu z italijanske strani, ne, ko so iskali, kdo je bil, ne, seveda. Niso izdali pač tistega, ki je to naredil, potem so naredili kar lepo čistko, ne, po vasi, odpeljali kar nekaj ljudi tudi v zapor, kar celo družine, ne, pač kdor ni hotel povedati, so šli kar vsi. Tako da ja, to je bilo eno tako pogumno dejanje, ne. Sicer pa pišete, da je to verjetno ena od vasi, kjer je šlo največ, verjetno največji procent prebivalstva pravzaprav v partizane. Ja. Kdo je bil pa potem tisti, ki jih je vendarle izdajal? Torej ni bila cela vas enotna? Vas kot vas je v bistvu bila enotna, ne. Tukaj se omenja kar nekaj, ja, omenjajo se nekateri izdajalci, zdaj tukaj je več zgodb, ne, okrog teh izdajalcev. Nekateri pravijo, ja, so izdali. Po drugi strani pa je treba pomisliti, da to so bili mladi fantje, ne. To so odhajali v partizane, so bili stari 14-15 let. Moj sin ima 14 let, recimo. Jaz si ne predstavljam, da bi zdaj on primil puško in šel, ne. Ampak takrat je to bilo popolnoma normalno, ne, torej, kaj se jim je dogajalo v momentu, ko so jih zajeli, ko so jih mučili, ne, ker ta mučenja niso bila prav tako lahka in lahkotna, da jim je ušlo kakšno ime, da jim je ušel kakšen podatek, ki mogoče ne bi smel, ne. Jaz ne vem, koliko je to za obsojati, ne. Zdaj, nekateri pravijo, da ja, da je res, nekateri pravijo, da ni res, čeprav potem so ti ljudje še naprej živeli normalno v vasi in življenje je šlo naprej. Verjetno so te zamere nekako se potem polegle, in tako da je. Bi lahko rekli, da je vas spravljena, veliko se govori o spravi zadnje čase. Jaz mislim, da Trepče je ena redkih vasi, ki je spravljena, tudi zaradi tega, to, kar je zelo tipično recimo za Slovence v Italiji, ne, ki se delijo na bele in rdeče, ne, to je nekaj, kar Ne samo v Italiji. Ja, prav Slovenci v Italiji to prav posebej zaznamuje, ne. Tako da imamo vse dvojno, ne, in dvojne organizacije, kot je Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij, dve založbi, mislim, vse je dvojno. Ampak v Trepčah je pa prav to zanimivo, recimo, da spomenik, ne, ki je postavljen pred cerkvijo. In ne glede na to, da recimo je še veliko ljudi, ki verjame, ne, v partizanstvo in pač boj za svobodo, je veliko ljudi, ki pa tudi hodi k maši, mogoče zdaj ne več toliko, ker nas je več, ta starejši so že počasi pomrli. Ampak ja, to za vse te praznike, ne, cerkvene zapovedane, cerkev je bila vedno polna, ne, tako da tu nekih razlik ni bilo. Kako pa je bilo mogoče s tedanjim župnikom? S kom je sodeloval? Ne, tedanji župnik je bil pa na strani Slovencev, takrat je bil to župnik Bele, ki je bil tudi v bistvu je vaške otroke tudi poučeval slovensko, na skrito vedno, ne, v cerkvenem stolpu, tam, kjer je v bistvu zvonik, so imeli, čez dan so morali hoditi v italijanske šole, seveda. V popoldanskih urah pa so potem imeli recimo učne ure slovenščine oziroma slovenskih pesmi, to je bilo pomembno. In takrat so bili župniki zelo, zelo od pomoči, ne, tudi pri ustanavljanju partizanskih šol,
prav na področju tržaškega ozemlja. So bili župniki tisti, ki so prevzeli poučevanje, ker so bili edini izobraženi, ne. Drugih ni bilo in ki so bili edini, ki mogoče so še recimo obvladali tudi slovenščino kot tako, ne. Tako da, in tudi župnik je Bele preprečil, da so v Trepčah odprli domobransko šolo, ker takrat je bila to nekako istočasno sta bile te dve struji, ne, partizanske šole in potem so se tudi domobranci spomnili, da bojo pač odpirali tudi oni slovenske šole. To še med vojno. To je bilo še med vojno, in jim ni uspelo. Trepče je bilo prav ena od vasi, kjer so domobranci prišli, so bili tako imenovani plavi domobranci, ne, kolaboracionisti z Nemci. Prišli v vas, prišli že stablo, ne, da bo zdaj tukaj šola, ne. In seveda sami vaščani so to preprečili, mislim, niso peljali otroke v šolo. In potem je pa bil ta župnik Bele, ki se je zmenil in pripeljal potem partizansko učiteljico in je stekel tudi pouk v Trepčah. Pa je bil on ves čas druge svetovne vojne, ker parkrat pišete o tem, kako so našli ljudi peti slovenske pesmi v cerkvi. Tudi to sem se spraševala, kako je to lahko potekalo na skrivaj. Petje pa navadi ni ravno najtišje opravilo. Ja, dobro, dokler ga poješ v cerkvi, dokler se poje v cerkvi, ne, če zapreš vsa vrata, se še da, ne. Ni tako glasno, ne pride. Ampak ja, to je bil neka vrsta upora, ne. Glasba, slovenske pesmi, ne samo zapete, tudi kot recitacija, kot pač vse, kar je bilo prepovedano, seveda je bilo toliko slajše, ne, se upirati temu. Glede na to, da pač v vasi obstaja tako šola kot vrtec, ne, ki kar naenkrat niso več bili slovenski, ne, in so bili prisiljeni tudi, otroci hoditi v šole, če ne so jih pobirali kar po hišah, to je bilo. Kako velika vas pa je pravzaprav Trepče? Se je zdaj mogoče v zadnjih desetletjih tudi zmanjšala, veliko ljudi odhaja v mesta? Ja, Trepče trenutno, zdaj jaz bi rekla, da jih ima tam med 500 in 600 prebivalcev. V bistvu se to število ni kaj dosti spreminjalo v zgodovini, mogoče nekoč so jih imeli recimo 800, mislim, da nikoli niso presegli 1000. Zdaj, to, kar se dogaja v bistvu v vseh zamejskih vaseh, je to, da se priseljujejo italijanski prebivalci, ne. Tako da v nekaterih vaseh Slovenci prav recimo izginjajo ali pa postajajo manjšina. No, Trepče je pa ena redkih vasi, kjer smo Slovenci še vedno večina. In in uspemo ohranjati, ne, tudi pač to slovenstvo in vse, kar pa spada zraven, ne. Tudi kot kulturno društvo, kot JUS, kot to so ta agrarne skupnosti, ne, ki drži. Tako da Trepče, majhna vas, zelo pogumna, še danes. Kako pa je recimo s priimki, kar se tiče slovenstva, ker pravite, da Karli izhaja iz Kralj, Kraljev je pa malo morje, se zdi, v Trepčah, sodeč po priimkih, ki so takrat delovali. So se nekateri potem torej preimenovali nazaj v Kralj? Tako je, ja. Eden je celo Berto Re. Berto Re je pa posebna zgodba, ne. Ko so z dekretom poitalijančevali priimke, to je prav v uradnem listu bilo, ne, mislim, kateri priimki se spremenijo po vaseh, točno je bilo zapisano ime družine, številka hiše in tako naprej. In seveda Italijani so nekatere priimke spreminjali po zvočnosti, nekatere so prevajali, se ne ve, po kakšnem principu, ni bil nek enoten princip. In ko so prišli v Trst, v Trepče, so seveda vse kralje preimenovali v Karli. Razen Alberta oziroma Bertota Re, ki je rekel, da ne, da kralj v italijanščini pomeni Re in on bo Re. In tako so mu tudi zapisali. Ampak on je bil Berto Re Alberto, ne, kot kralj Alberto.
italijanski takrat še. Njegov oče je bil pa Vittorio, ne? Tako da je bil Re Vittorio in Re Alberto. Da smo imeli dva kralja v Trepčah, slovenska. Kako pa se recimo družina vašega moža ni potem nazaj preimenovala? Ja, to je zdaj bilo odvisno od posameznika. Takoj v povojnih letih mislim, da to ni bilo najbolj, oziroma takoj v povojnih letih se je to še nekako dalo, ne, spreminjati. Pol je to začelo biti precej komplicirano, ne, dokazovanje, pač, da je ta priimek zares originalen. Zdaj, v zadnjih letih je pa to spet postalo precej enostavno. Zdaj, to je tako, ne, moj tast se takrat ni odločil za to. Moj mož je malo len, tako da upajmo, da bo. So pa nekateri recimo mlajši, še preden so stopili v zakon, spremenili priimek, tako da so lahko potem otrokom prenesli naprej kralj priimek. Čuki tudi, ne, mi imamo različne čuke, ne, imamo čuke, ki se napiše Čuk, ker so jih pač spremenili, imamo čuke, kjer je napisano C-I-U-K, C-I-U-C-H in tako, ne. Potem je pa še en priimek, ki pa je, v bistvu imamo samo še enega, je pa Možina, ne, to so bili tako 3 priimki trebenjski. Tulio Možina, ki je glasbenik, ne, on je še zadnji nosilec tega priimka. Ja. Kako pa je bilo glede na to močno slovensko zavest po vojni, če ste tudi o tem kaj govorili, glede na to, da so Trepče ostale na italijanski strani? Pa to ni bil pojav samo v Trepču, to je bil pojav pač v vseh slovenskih vaseh, ne. Glede na to, da pod Avstro-Ogrsko, ne, te slovenske vasi so bile zares slovenske, ne, in italijanskih prebivalcev je bilo bore malo, in da niso uspeli zatreti v bistvu tega slovenstva, ne, med drugo svetovno vojno, se je ta zavest samo nadaljevala. Večji problem je nastal v mestu, ne, v mestnem središču. Medtem ko na vaseh so s tem, da so še vedno potem vzpostavili nazaj slovenske šole, slovenske vrtce, se je ta trend slovenstva in te zavesti ohranjal in se ohranja še danes v bistvu, ne. In tudi danes tudi italijanskim otrokom, ki se vpišejo v naše šole, poskušamo nekako predati vso to dediščino, ne, slovensko, tako da zrastejo nekako v 2 kulturah, ne. Pa recimo v zadnjem času smo veliko poslušali o tem, kako v zamejstvu, čeprav bi lahko, ne moreš vedno komunicirati v slovenskem jeziku, recimo na uradnih okencih, kot so pošta, banka in podobno. Imajo Trepče sploh še takšne ustanove, kot so pošta, trgovina? Nažalost ne. Trepče je nekoč bilo zelo bogato in s trgovina, ribarnica, mlekarna, drogerija, pač pekarna, mesnica, vse je bilo, ne. Vse, kar je vas potrebovala. Seveda z razvojem tudi ne samo javnega prevoza, ampak tudi s tem, da so ljudje potem začeli se premikati v smislu tudi zaradi službe in podobno. So počasi vse te lokali so v bistvu zaprli, ne, in zdaj je potrebno iti ali na občine ali pa seveda v sosednjo Slovenijo. Tako da tega nažalost ni več. Ko sem se jaz preselila v Trepče, je delovala še ena trgovina, zdaj pa še tudi te ni več. Ampak gostilna ena pa še deluje? Gostilne pa še vedno, ja, in ta ima že več kot 100-letno tradicijo. Gostilni je bilo tudi kar nekaj v Trepčah, jih je bilo kar ene 5. Tako da ta je še edina preživela. Je še vedno, mislim, seveda zdaj ni več v lasti družine, mislim, objekt kot tak je v lasti družine, ampak seveda ni pa več družina tista, ki upravlja bar in gostilno. Kaj pa ti stari nazivi, na primer dostikrat pišete ta in ta, od tam pa tam. To je mišljeno kot od te družine, ki je tam in tam, ali bolj od lokacije? Tako je, pri nas imajo, torej mi imamo ledinska imena, ne, torej posamezni deli vasi in okolice imajo pač svoje imena, in potem so pa hišna imena, torej vsaka hiša je imela svoje ime,
In to so tudi družinska imena, ne? To pa ni isto, ne? Ker hiši ostane ime, družina se pa lahko preseli, ne pač iz ene hiše v drugo. Ohrani družinsko ime, ampak hišno pa ostane tako, kot je bilo. In to je bil pa tudi en projekt, ki smo ga zdaj pred parimi leti izvedli v Trepčah kot kulturno društvo. Je bilo prav ohranjanje teh starih hišnih imen. Naredili smo celo raziskavo in popisali še enkrat vsa ta hišna imena in izklesali table, tako da zdaj tudi hiše imajo. Tako da, če nekdo s to knjigo gre po Trepčah, bo lahko najdel tudi hišo, v kateri so živeli, pa še vedno živijo družine. Ja, zdi se, da nekatere kar vztrajajo na tem območju, nekateri spomini pišete, da so še vedno nekje na podstrešju najverjetneje. Ja, veliko verjetno je tega na podstrešju, veliko je tudi izgubljenega, ne. Ker ko smo začeli zbirati gradivo, je marsikdo rekel, ja, to bi pa moral nekje imeti, pa je verjetno nekdo vmes pospravil podstrešje, pa se je to vse skupaj zgubilo. Ja, sigurno bo, verjetno bo v letih še kaj prišlo ven, jaz sem sigurna. Še mogoče še posebej kaj takega, kar je bilo zamolčano v tej izdaji, zato ker mora miniti še nekaj let, še nekaj desetletij verjetno, da se povejo vse stvari. Ja, kar nekajkrat pišete, češ ta ni želel prav veliko govoriti o tem. Je bilo to zaradi travme, zaradi težkih spominov, ker so jim umirali? Ja, prav verjetno tudi zaradi tega. Imam mojega sina, enega zelo pomembnega generala, ki pa ne želi nič. On ima ogromno materiala in od očeta, ampak od njega nismo izvedeli prav nič. Nič. Prav zaradi tega, ja, ker je, kot pravi, oče je imel to travmo, ne, mislim, ki se je odnesel v grob in nekako je rekel, da ne želi niti on razkrivati vse, kar se je dogajalo, ne. Tako da. Ja, ker po drugi strani nekaj, ja. pa ste našli marsikaj od tistih živilskih kart, popisa hrane. Ja, to so ti predmeti famozni, ki so se ohranili, ne, pač ljudje. Jaz ne vem, koliko smo danes ljudje še pripravljeni hraniti take stvari. Jaz vidim pri sebi, ne, mislim, da čim manj samo vse, kar ni. Ampak ja, na srečo so pa ljudje prepoznali, ne, pomen takih stvari. Ohranili so se seznami, ne, to so bili na roko napisani seznami ljudi, ki so bili deportirani, ki so bili ranjeni, ki so se vrnili, ki se niso vrnili in tako dalje, ne. Popisi družin, ki so potrebovali pomoč med vojno in potem takoj po vojni. Tako pač ekonomsko kot socialno in tako dalje. Tako da ja, to se je vse ohranilo na srečo. Ohranilo so se pisma. Zanimivo tudi jezik, v katerem so vsa več ali manj pisana po domače, ne. Je treba tudi kar dešifrirati, ne. Tako da. Ja, to ste do precejšnje mere tudi ohranile. Kako je prišlo do te odločitve? Ja, prav zaradi tega, da se ne zgubi ta pristnost, recimo, teh pričevanj, ne. Ker če bi jih prepisal pa po Slovenu, mislim, da ne bi imeli tega učinka, ne. Tam, kjer ni bilo, recimo, razumljivo, smo pa dodali opombo ali pa prevod, drugače smo pa pustili kar v originalu, ne. Zdaj za fotomaterial pravite, da ni bilo čisto vaše področje, pa vendar mogoče veste, od kod se te fotografije. Presenetilo me je namreč, ja, saj fotografije iz vojska nekako se še najdejo, ampak vmes so recimo fotografije ljudi, ki so bili v Dachavu in so tam tudi slikani. Ja, zdaj jaz nisem, kako je do teh slik prišlo, to jih je prinesel Lucijan Padovan. Lucijan Padovan je mož na sliki, to je prav govor ob odprtju spomenika, ki pa tudi njegova zgodba je tudi zanimiva, ne, pač po priimku je Padovan.
Torej, njegova mama je bila iz Trepč, ne, in oče je bil pa istrski Italijan, ki pa se je preselil v Trepče še veliko pred vojno, ne, torej niso te povojne zadeve. Tako da on je bil že v osnovi, recimo, nosilec dveh kultur, dveh jezikov in tako dalje. Je bil pa bil zelo zagret, ne, tudi partizan. In tudi po vojni, pa tudi nad nekaterimi odločitvami, nekaterimi stvarmi precej razočaran. In on je bil eden tisti, ki je bil deportiran v Dachau. In verjetno, izgleda, da so jih tam tudi fotografirali. Zdaj ne vem, kdo jih je fotografiral in kako so oni potem prišli do teh fotografij. Je pa kar zajetena ta zbirka teh fotografij iz Dachau. Se pravi, ko pravite, da je bilo tudi gospoda Padovana, da so bile fotografije, to pomeni, da jih je on lastil ali tudi fotografiral? Ne, mislim, da so bile v njegovi lasti. Ker je tudi on na fotografijah, ne. Tako da to zdaj hrani njegova hči Milena Padovan, tako da nam jih je dala ona. Tako da, kar se tiče taborišč, mislim, da so to edine, ki so take bolj šokantne, ne. Druge so pa, recimo, iz teh posebnih bataljonov, ne, ker so bili zamejci pošiljani v te posebne bataljone italijanske, v kateri Tudi čez morje? Tudi čez morje, ne, preko morske brigade. Te posebni bataljoni so bili v bistvu čim dlje od doma, ne, torej na jugu Italije, prav zaradi tega, da so jih nekako odstranili od tega partizanstva in vsega tega in so jih pošiljali v italijansko vojsko v te posebne bataljone. In od tam se je ohranilo. Tisto je bilo pa tako zelo tipično vojaško življenje, ne, v teh posebnih bataljonih. Marsikdo seveda je potem tudi pobegnil iz teh posebnih bataljonov in se vrnil domov, zato da se je pridružil po narodnoosvobodilnem boju. Verjetno se jih je kaj manj vrnilo iz taborišč. Dachau recimo ni edino, o katerem pišete? Iz taborišč se jih je vrnilo, precej se jih je vrnilo, nekaj jih je pa tudi seveda ostalo. Mislim, da jih je bilo okoli 100 deportiranih iz Trepč v taborišča. Namreč takrat so jih peljali v taborišče Monte Cairo. Kje se je pa to nahajalo? Zdaj. Evo ga. V bližini Savone, torej Ligurija. In ta Monte Cairo je bilo pa prav posebno taborišče, ki je bilo ustanovljeno prav za Slovence in Italijane z tega področja, torej z Tržaškega, Goriškega, Reškega in Puljskega območja, ne. Torej to so vsi tisti, ki so sodelovali s partizani oziroma so bili v sorodu s partizani ali so bili partizani sami, če so jih uspeli ujeti. In zanimivo je tudi to, da je to taborišče upravljala posebni inšpektorat Furlanije Julijske krajine. Ne glede na to, da je bila to državna ustanova, je bila pod upravo v bistvu dežele Furlanije Julijske krajine, ne. Zato, ker so pač ustanovili prav poseben inšpektorat, ki naj bi očistil vse Slovence in Hrvate nekako, ne bom rekel očistil v smislu, ampak da bi se preprečilo, ne, da bi se ta partizanstvo in ta narodnoosvobodilni boj šel naprej. Tako da v to taborišče so peljali tako moške kot ženske, oziroma za ženske je bilo drugo taborišče v bližini. In ko so taborišče leta 1943, torej po kapitulaciji Italije, zaprli, so bili ti jetniki, nekateri so bili spuščeni, ki so bili bolani ali pa torej že onemogli. Druge so pa pripeljali pa v Mauthausen, ne, tako da tam so bile pa razmere še toliko hujše, kot recimo v Monte Cairu. Ljudje so prihajali nazaj tudi če se ne motim, en pravi 30 kilogrami. Tudi tako. Tudi 30, tako je bil Lucijan Padovan, potem je bil to Nono od našega
Pinota, mesarja. Ja, on je prišel nazaj prav s 30 kili, ne. Je tudi fotografije not, ja. Zdaj, večina Sreča. zgodb v knjigi govori pravzaprav o moških ali ženske pripovedujejo o moških, ampak posvetile pa ste se tudi prav temu, kaj so ženske počele Ja, med ženske so držale vojno. vas pokonci, ne. Glede na to, da so moški šli, je bilo treba skrbeti tako za živino, za otroke, za starejše. In ne samo, tudi same so se potem aktivno vključile v ta narodno-osvobodilni boj kot kurirke, to recimo nekatere so bile bolničarke, tako ad hoc, ne. Tiste, ki so imeli malo znanja o tem. Tako da, ja, tudi ženske so precej prispevale, ne, k temu. Ker pod pretvezo, da so nosile, ne vem, blago v drugo vas, so nosile še kaj drugega, ne. Skrito na vozičkih in vozih in podobno. Zgodovina zamejstva je vendarle malo tudi zgodovina tihotapstva. Ja, absolutno. Ja, to se je potem ohranilo tudi po letu 45, ja. Sicer pa kako so recimo moški sploh šli v partizane? To pomeni, da so pač neke noči vstali in rekli, jaz grem v gosti in bom Točno videl. to, točno to. To je bilo cela nekako mreža, ne, že vzpostavljena, točno se je vedelo, kdaj, kako, ne, to seveda so te famozne partizanske zgodbe, ne, kako so se zbirali. In potem so se pač med sabo, nekateri so odhajali individualno, nekateri so pa odhajali recimo v skupinah, ne, in so kar čez noč, ja, potem izginili in odšli. Dobili so partizanska imena, potem nekateri so se borili na bližini, nekateri so pa šli potem tudi prav v Slovenijo in na druga bojišča, ne. Eden ali dva sta se izognila okupatorjem, celo da sta se oblekla v ženski. V ženski, tako je, ja. Tudi to je ena od anekdot, ja. Zdaj se te anekdote, moram priznati, da se ne, ampak je, ja. Kdo sta bila to? Zdaj sem malo. Saj Že koliko kar nekaj časa pa časa ste je. zbirali, ne? Zdaj kar nekaj časa verjetno trajalo to Ja, zbiranje materiala. zbirali smo, po moje smo zbirali ene 5 let gradivo. Takrat smo mislili, da bo to precej hitro šlo, ne, da to bo pač mimogrede. Potem sta pa obe torej Eva in Mija sta postali mamici, ne. Tako da je tudi to se malo zamaknilo, ne, in ja. In potem, ko se je zbralo to gradivo, vsaka je imela svoje delo, to plus družine in otroci in tako naprej. In je bilo treba pol to gradivo vse urediti, vse pač narediti en koncept, ne, ker ja, gradivo je, ampak zdaj, kako to oblikovati v eno knjigo, da bo zanimiva tudi za bralca in tako. Pol se je tega lotila Eva, in tu sem jaz potem malo pomagala, kot sem rekla, Mija je bila pa tista, ki je potem vso slikovno gradivo zbrala. Je ona potem Ja. izbrala tudi značilno rdečo barvo? Značilna rdeča barva je pa odločitev založbe, namreč pri založništvu Tržaškega tiska je ta zbirka, ki se imenuje Spominske poti Slovencev v Trstu, v kateri je šlo kar nekaj knjig, ne, Narodni dom, Borba, ki je tudi rdeča, tako da se dostikrat te dve knjigi zamešata. Potem partizanske šole, torej s knjigo o vojni, še kaj, sigurno sem še kaj pozabila. Ja, tako da smo se potem odločili za to nekako rdečo barvo, ne, ker je nekako najbolj, najbolj povezuje s tem odporniškim gibanjem, ne. Kaj pa sam naslov? Je to malo aluzija na tisti Kučanov osamosvojitveni govor? Ali je to čisto slučajno? Ne, to je tudi iz govora Jutri bo nov dan. In je tudi citat Pinka Tomažiča, ne. Sicer parafraziran citat, ne, ker Pinko Tomažič že jutri bo sonce in kras bo čudovit, ne. Ker šola v Trepčah nosi ime po Pinku Tomažiču.
on je Ni pa pač, bil on prav iztrebč. Ne, on pa ni bil iztrebč, bil pa ustreljen na openskem strelišču, ne. In obsojen na drugem tržaškem procesu. To je pa prav izgovora, ja. Jutri bo nov dan, ki ga je imel Lucija Padovan ob odprtju spomenika, ne, tako da od tod tudi to. Sicer pa, če lahko zaupam gledalcem, preden smo vklopili kamere, ste prešteli, koliko jih je padlo med vojno. Tako je. Številka se mi zdi pravzaprav precej majhna, glede na to, koliko jih je aktivno sodelovalo v borbah. Ja, za eno vas, kakor je Trepče, ne, je 30 padlih, precejšnja številka, ne, ker gre za 30. Mislim, da je samo ena ženska med njimi. Gre za v bistvu 29 moških, ne, ki so bili kar v rosnih letih, ne, torej potencialnih bodočih očetov. Nekateri so imeli že družine, ampak nekateri pa še ne, ne. So bili pač mladi mulci. Tako da ja, 30 je pa kar, bi rekla, Mislim, ker lepa piše številka, tako, ja. da jih je šlo, ne vem, okoli 170? Ja, okoli 170 jih je šlo v partizane, v teh je 30, ja, pač ostalo. Tako Ne. da so imeli, da ne Ja. rečem, dober procent Ja. preživetja v Ja, resnici. to na srečo, ja, bi rekla tudi. Tako in potem, ja, že, se pravim, leta 46 so postavili že spomenik, ne, kot sem rekla, je tudi prvi spomenik na tržaškem ozemlju. Tudi zaradi tega, to je tudi ena od anekdot. Takrat je obstajala neka komisija, ne, za te spomenike, ki naj bi nastajali po vaseh. In ta komisija je potem hodila, oziroma je dala neka navodila, kako naj bi ti spomeniki izgledali, iz kakšnih materialov naj bi bili narejeni in tako. In je šla komisija pač na ogled, ne, je šla pogledat, kako je s temi spomeniki. In so prišli v Trepči in so ugotovili, da spomenik že stoji, ne. In so rekli, da itak ti Trebnjce so itak posebni, ker Trebnjci itak veljajo za posebno vas, da so itak posebni, da so trmasti in pri njih že spomenik stoji. Spomenik je v bistvu, zdaj, ja, to ga ne vidim. Spomenik je v bistvu kraški kamen, ki so ga potegnili z ene od dolin, ne, doline pač so v okolici vasi. In so ga pripeljali takrat z volovsko vprego, ne, to je cel kos, ne, kamna, je enoten. Takrat so ga dali potem na voz in so ga pripeljali v središče vasi, na trg. In ta spomenik, tako kot je danes, ima tudi pač še spodaj 2 metra temeljev, ne, zato da stoji pokonci, ne. Gre za pristni prav kraški kamen. In na njem je pa pol tudi tabla z posvetilom padlim, ki ste pa napisali učiteljic, ki ste takrat bili v Trepčah, ne. Tako da, zanimivo to je to. In postavljen je pa na podstavek v obliki rdeče zvezde. Tako. Ne, tako da se iz aviona se fajn vidi. No, tako spomenik kot knjiga sta pravzaprav spomin, obeležitev vseh teh grozot druge svetovne vojne. Zato mi je bilo precej interesantno, da ste v knjigo vključile tudi recimo poglavje o otroških igrah v tistih časih. Kako pa je prišlo recimo do tega? Ker tudi igre, lahko jih mogoče kaj tudi opišete, so drugačne, kot jih poznamo danes. Ja, seveda, otroci, ja, vojna je bila, ampak življenje je teklo tudi, bom rekla, normalno, ne. Še posebej za otroke, ne. Danes, ja, so igre drugačne, zato ker otroci se ne igrajo več, ne, na ulici se ne igrajo več skupaj, oziroma če so že skupaj, ima vsak svoj ekran ponavadi, ne. Ampak takrat, ja, takrat so imeli perčavaj in podobne igre s tistim, kar so našli, ne, s kamenčki, z koščki lesa, ali pa so se igrali žandarje in Ravbarje. Ja, to, kar bi rekli danes, ravbarje in žandarje, ne. Take stvari, ne, kjer so pač uporabljali domišljijo, prostora je bilo zadosti. Tako da, ja.
Ja, Za njih je, se pravi, življenje šlo naprej. Ne. ena igra se mi je zdela prav zanimiva, se pravi, da vržeš kamen naravnost v zrak, V ampak zrak. moraš med tem že drugega, Drugega, ja, kako je točno šlo? Prčevaj. Ja, to pa ne vem, zato ker to noben več ne igra. In nam noben ni znal pokazati tega, ne, kako se je to igralo. Ja, ker izgledalo je, kot da potem Ja, ti med v bistvu tem vržeš kamen metom- in dokler kamen leti, ti moraš pobrati drugega in ujeti še unga, Takoj. ki pada nazaj, ne, če ne pade na glavo. Ne. Tako da, Ampak starejši Ja. so se očitno tega spomnili. ja, se starejši, ja. Ne. Sam pa noben nam ni pokazal praktično, kako to izgleda. Ne. Ja, danes so vsi bolj na kartah. Ja, karte, ja, dobro, to je itak. Ja. A škoda, lahko bi mogoče obudili Obudili, katere ja, od dobra teh, ideja. To bom iger. predlagala našim. Za Ja. kakšno kulturno od društvo. naslednjih knjig. Ja. Ste imeli sicer kakšno predstavitev tudi prav v vasi? Ja, takoj, ko je knjiga išla, smo imeli predstavitev v vasi z Milanom Pahorjem, ne, ki je bil zelo, on je tudi pregledal knjigo, preden je šla v tisk in vse, on je pač, Milan Pahor je zgodovinar, prav strokovnjak prav za to vojno in povojno obdobje. Vam je dal Ja. zgodovinarski žegen? Ja, nam je dal zgodovinarski žegen in tudi bil prisoten na predstavitvi. Ne. In Milan je prav nekako tudi pohvalil knjigo, ne, zato ker je rekel, da gre za res, da ni samo knjiga spominov, ampak je tak zelo dober zgodovinski vir, ne, zaradi tega, ker smo zbrali toliko materiala. Zdaj ta material bomo seveda dali v Narodno študijsko knjižnico, ne, v arhiv. In v Trstu? zgodovinski, ja, v Trstu, torej na zgodovinski oddelek, ker je že ves digitaliziran, ne, je škoda, da se izgubi. In isto nas je prosilo to združenje borcev, ne, združenje partizanov, italijanski, ne, VZP, AMPI. Kako pa je bilo Da- recimo na predstavitvah? Ponavadi se okoli teh tematik in tudi na srečanjih Na vidi naši- precej starejših generacij, kako pa je recimo z mladimi? Ne, da naše predstavitve bile zelo doživete, pač naš ljudski dom je bil absolutno premajhen za to. Ja, pri nas se te vrednote še nekako, kot sem rekla že prej, se kar ohranjajo, tudi pri tem mladih. Ne. Tudi zaradi tega, ker šola, vrtec ima vsako leto, pač ob 1. novembru, vedno prireditev ob spomeniku, ne vedno je nek. Šola je v vasi torej ostala. Ja, šola je v vasi ostala, tako kot vrtec. In imajo vedno nekega slavnostnega govornika, ki pove par besed vedno na to temo, zapojejo kakšno pesem ali pa odrecitirajo kakšno pesem in potem seveda položijo rože, ne, k spomeniku, tako da se jim to nekako že od vrtca dalje daje v izročilo. Seveda potem je zelo doživet 1. maj, ki sicer, 1. maj je praznik, ki ni tako direktno povezan, ampak je vedno nekako se povezuje s tem levo usmerjenim tokom. In tudi za 1. maj ne imamo, ponavadi nesemo maj na hrib, in to so otroci, ki nesejo do rok, mislim, zastavo in jo potem montirajo, oziroma mladi. Tako da ja, to se kar ohranja in tudi in vsak je imel pač potem pranonota, nonote, ki so jim verjetno tudi pripovedovali o tem in to ohranjajo naprej. Mogoče kateri še živ? Živa je zdaj še Anica, ki pa je takrat ja, je bila še otrok v bistvu, ne. Tako da ja, ne. Nekateri so še uspeli doživeti izid knjige, nekateri ne. Zdaj so nam pa že zares še, počasi že vsi šli. Ne. Ja, Anica je bila takrat, Anica Malalan, je bila, ona je 90-letnica, ona je še edina recimo pričevalka. Ker lani nas je zapustil učitelj Bruno, ki je bil recimo pričevalec vsega tega. On je bil naša vaška enciklopedija.
pri starosti 93 let. Tudi nam je zelo, ona dva sta nam bila tudi v zelo veliko pomoč, ne, tudi pri zbiranju gradiva. Tudi zaradi tega, ker Anica je bila poročena z Lucijanom Malalanom, ki je bil pač eden od partizanov. Oče njegov je bil pa ta slavni Miče Malalan, Ivan Miče Malalan, ki je izobesil zastavo, ki je, mislim, je bil precej tako podjeten, ne. Čeprav je bila tudi cela družina tudi zaprta, mučena, mislim, ne cela družina, pač moški del družine, oče, sinovi in tako. Ne. No, čeprav Samo tudi mučenje. ženskam se niso ravno izogibali pri Ne, mučenju niso, vedno. ne. To je bila tudi ta zloglasna banda Koloti, ne, ki je imela to tako imenovano Vila Triste, žalostno vilo, tako so jo poimenovali na ulici Kolonja, ki so bile mučene pa tudi ženske, ja. No, pa da ne bova preveč Ja. povedali, prepustiva našim gledalcem, da še sami posežejo po knjigi, tako da se vam bom na tej točki zahvalila za obisk v studiu. Hvala za povabilo. Tako, dragi gledalci, knjiga Jutri bo nov dan je šla pri založbi Tržaškega tiska. Več o njej lahko najdete na spletu, kjer pa na YouTube kanalu najdete tudi ta pogovor, če ga niste videli v celoti, in pa tudi vse prejšnje. Če ne drugače, pa se vidimo spet na kanalu Megafon TV.